Sladkorna bolezen že dolgo časa predstavlja eno največjih bremen sodobne družbe. Tako je v Sloveniji, pa pravzaprav tudi povsod drugod po svetu. In vemo, da združenja bolnikov, ki pomagajo tako obolelim kot njihovim svojcem, predstavljajo res pomembno oporno točko, veliko pomoč obolelim, tistim, ki potrebujejo iskanje bližnjic po zapletenih poteh sistema, in seveda tudi takrat, ko takšno združenje bolnikov pomaga tam, kjer so vrzeli v sistemu. Teh pa je, kot vemo, veliko. Ja, predvsem pozdravljeni. Zveza društev diabetikov Slovenije združuje 39 društev po celi Sloveniji. Bolj bi rekel, kontakt z samimi osebami s sladkorno boleznijo imajo društva, ki so locirana, bi rekel, lokalno, in tam, bi rekel, je večji osebni stik. Sama zveza deluje pa bolj, bi rekel, na nivoju države, če tako rečem, kajti v stiku je tako z Ministrstvom za zdravje kot z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in seveda zdravstveno zavarovalnico. Tukaj skušamo doseči čim več za osebe s sladkorno boleznijo, se pravi v povezavi s temi deležniki, katerih seveda osebe in pa društva ne morejo dostopati. Sedaj, kaj je naloga zveze? Kot sem rekel, zastopanje vseh oseb in društev do države, tako da z svojim delovanjem skuša doseči čim boljši način zdravljenja in pa tudi pripomočke in zdravila, ki so zadnji trend ali pa zadnji hip modnikov, ne bom rekel modni hip, ampak ki so na voljo v svetu. Kateri pa so ključni izzivi, denimo tako na področju rehabilitacije kot celostne obravnave? Vemo, da so pri nas v našem zdravstvu dolge čakalne dobe, da se na tej poti marsikdaj zaplete tudi po nepotrebnem. Kako lahko pomagate svojim članom? Glejte, kar se tiče zdravstva, moram kot prvo poudariti, da v Sloveniji imamo enega res najboljših zdravstvenih sistemov, kar jih jaz poznam po svetu. Seveda pa nastanejo tudi tukaj problemi. Največji problem, ki smo ga zaznali, sploh v zadnjih 2-3 letih v COVID situaciji, je bil dostop do osebnih zdravnikov, družinskega zdravnika, če tako rečemo. Seveda zaradi te situacije je tudi prišlo do zmanjšanja števila novo odkritih oseb s sladkorno boleznijo. Vemo pa, da sladkorna bolezen prej, ko odkrijemo, bolj uspešno je zdravljenje te bolezni in pa seveda manj imamo komplikacij, ki so pa pri sladkorni bolezni lahko zelo hude. Tako da, kar se pa tiče ambulant za sladkorno bolezen ali pa diabetičnih ambulant, pa tukaj nismo opazili nekih bistveno velikih problemov. Delovale so tudi v teh 2-3 letih dobro, vedno so pacienti dobili informacije, ki so jih želeli. Seveda smo pa tudi na zvezi pomagali tako zdravstvenim deležnikom, kot so minister za zdravstvo pa NIJZ, ko smo naredili anketo, ki nam je pokazala stanje, ki je bilo na terenu, tako da so lahko tudi na podlagi teh naših podatkov lahko ukrepali. Seveda smo informirali tako osebe s sladkorno boleznjo kot javnost, kaj je v povezavi z sladkorno bolezen, s COVID-om. Rad bi samo to poudaril, da dobro urejena sladkorna bolezen pomeni tudi manjše tveganje pri COVID obolenju.